In seveda lep pozdrav našemu gostu, lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci. Gospod Anton Lavrenčič, kakšni so vaši občutki po zmagi? Ja, tudi jaz vas vse lepo pozdravljam, poslušalke in poslušalce. Občutki, dobri, kaj naj rečem. Kaj je bilo, kar ste naredili v prejšnjem tednu, takoj po zmagi? Najprej smo se malo spočili in potem moram reči, da sem pa obiskal vse ljudi, ki delajo na občini, upravo, in se z njimi malo pogovoril. Moram lahko priznati, da sem zelo vesel in da so bili pogovori zelo dobri in lepi. Boste delali z isto upravo naprej? Bo prišlo mogoče do kakšnih sprememb? Zaenkrat vam težko karkoli rečem, ampak kot sem že prej rekel, pogovori so bili dobri in tako da prav kratkem ne mislim, nimamo v mislih kakšne zamenjave ali kakšne ne vem, pridobitve nove. Tako da mislim, da ostanemo na istem zaenkrat. Ja, res pa je, da je občina Vipava sicer med manjšimi občinami, vendar kar precej pomembna, kajti imate tudi na področju recimo družbenih zadev vse od osnovne, srednje, fakulteto celo oziroma univerzo, kar 200 v Vipavi, pa tudi druge projekte. Kar nekaj velikih projektov se je že nakazalo, tako da jih čaka. Kaj so mogoče tiste vaše prioritete, ki jih boste izpostavljali? No, kot ste rekli, občina Vipava ima svojo osnovno šolo in to je tako, da smo zavezani, da bomo peljali naprej. Imamo vrtec, zdravstveni dom, knjižnico, vse to imamo tudi skupaj z občino Ajdovščino in to bomo tudi peljali normalno, da bomo peljali naprej v teh normalnih okoliščinah. Imamo nekaj odprtih projektov, ki, kot sem že pred volitvami povedal, tisti projekti, ki so bili s prejšnjim svetom potrjeni, jih bomo peljali naprej, normalno, in nekaj kar velikih, to je zdaj čistilna naprava, ki je v Mančah, plac Vipava, pločnik Vrpolje Vipava in pa še nekaj. Predvsem bo verjetno plac v Vipavi oziroma glavni trg vzel kar nekaj vaše energije, kar nekaj vaših moči, kajti nekateri nasprotujejo prenovi, drugi si jo želijo. Kako boste reševali to? Posebno seveda zaradi nasprotovanj in pritrjevanj občanov, ki tam živijo. No, vsekakor zdaj ta faza, ki jo imenuje tudi faza B, se bo delala, tukaj so že pogodbe podpisane in bi se v bistvu že morala začeti delati v decembru, ampak nekako smo se dogovorili, da pustimo te praznike, da grejo mimo in potem začne v januarju. Ja, še enkrat za naprej se bo treba pogovoriti z vsemi občani, mislim, predvsem pa s tistim, ki tam živijo, poslušati njihove ideje in mislim, kako stvar še uskladiti, spremeniti oziroma narediti tako, da bo, kolikor če ni, še lahko bolj življenjska. Boste tudi vi iskali mogoče kakšna dodatna sredstva, še nekaj je pridobljenih, ampak vendarle kakšna dodatna sredstva državna, evropska za ta projekt? Ja, sigurno, Vipavska občina je majhna in s tem, ko je majhna, je tudi njen proračun temu primerno velik in brez evropskih sredstev bomo v prihodnosti težko karkoli delali, zato evropska sredstva bomo vedno iskali, ker brez njih bomo verjetno veliko manj naredili. Mogoče samo še na hitro težava, ki jo boste morali reševati, pa je seveda prenova parka. Tam je kar nekaj problemov zaradi tega, ker inšpekcija ne prižge zelene luči. Sredstva pa so bila pridobljena z evropskega nivoja. Ja. Sredstva so bila, res je, nekaj problemov še, ampak kolikor sem bil v stiku z upravo, pa tudi županom Goranom prejšnjim, mislim, da to poteka v pravi smeri in res upam, da se bomo to malo dogovorili. Še vedno je z nami novi vipavski župan, gospod Anton Lavrenčič. Gospod Lavrenčič, kar nekaj projektov sva že prejle ugotovila, bo potrebno spraviti v življenje, zato pa boste seveda potrebovali tudi dobro sodelovanje občinskega sveta, kajti marsikaterega bodo morali potrditi, pač se z njim strinjati, bi lahko rekli. Kako boste sodelovali z občinskim svetom? Imate dovolj podpore? Kako ste koalicijo sestavljali? No, normalno, da tukaj občinski svet je najpomembnejši organ v občini in
tudi, če povem iskreno, zelo si želim sodelovanja dobrega z njim, želim si sodelovanja dobrega z vsemi, ne. Ampak saj veste, vsak ima svoje v glavi, ne, vsak ima svoje ideje, ampak mislim, da se dogovarjamo dobro, zdaj osnujemo odbore in tako, moja želja je, da bi čim več, mislim, da moja želja je, da so vsi svetniki vpeti v vsak odbor oziroma vsi svetniki, da so vpeti v delovanje občine. Zdaj pa kako bo ta koaliciji, nočem govoriti, ker to za eno občino, kot je Vipava, mi je malo tako, mi je malo neprimerno. No. Jaz mislim, da vsak svetnik, ki je bil izvoljen, bo delal za Vipavo, jaz tudi lahko priznam in obljubim, da bom delal za Vipavo, tako da mislim, da bomo iskali konsens vseh in vsem bom za pogovor, ampak za vse pa vedno ne bo. No. Tako da upam, da bomo delovali dobro. No, kar nekaj svetnikov je tudi, bi lahko rekli, iz vaše liste, ampak vendarle boste nekako sestavili pravo koalicijo, projektno koalicijo. Kako bo to delovalo pri vas? Kako se dogovarjate? No, moja lista, to je lista pač lista za ljudi, ki me je najbolj podpirala. Ne, jaz zaenkrat ne delam, ne vidim koalicije, vidim neko sodelovanje z vsemi, no, tako. Z vsemi bom pravi projekti. Ja, po projekta, ja. Vidim, da bi prišli do nekega konsenza, no. Iskal bom konsens. Sicer kot dolgoletni občinski svetnik dobro poznate delo, kako teče delo, tako da s tem verjetno ne boste imeli težav. Ja, upam, da se bodo vaše besede uresničile in da res ne bo težav. Ne vem pa, kaj bo, no. Upam, da res ne bo, no. No, če sva prej že začela o projektih, vas moram vprašati še o 2-3 zadevah, kar se tiče občine Vipava. Torej, občina nujno potrebuje kakšne nove turistične nastanitve. Precej se je govorilo o sami prenovi hotela Adria. Boste nadaljevali ta projekt ali iskali mogoče kakšno drugo rešitev? No, hotel Adria, kot veste, je kupljen, kupijo privat roke. Jaz bom temu novemu lastniku, lahko kolikor občina upa pomagati, mu bomo pomagali z vsemi pač infrastrukturo, karkoli, in spodbujali ga bomo, da gre v gradnjo in da naredi končno ta hotel. In po drugi strani, pravkar je dobro zaključena tudi sodniška odločitev v zvezi z sodelovanjem, bodočim sodelovanjem z Univerzo v Novi Gorici, torej gre se za dvorec Lantieri. Kako boste to podpirali? Ja, moram reči, da sem prav zelo zadovoljen, da je ta pogodba končno podpisana. Tudi kolikor sem jo prebral, sem videl, da je dobra tako za obe strani in tudi pogovorila smo se z zdajšnjim rektorjem gospodom Golobom in mislim, da bomo dobro sodelovali. Tukaj če sem tako iskren, mislim, da nimam skrbi za naprej. Torej, občina Vipava bo tudi v prihodnje morala tako ali drugače se razvijati in kot vidimo po vaših zamislih, bo kar nekaj tudi novih. Gospod Anton Lavrenčič, dobro delo vam želimo od četrtka naprej tudi uradno, kajti v četrtek imate konstitutivno sejo, na kateri boste verjetno tudi prisegli. In hvala vam za obisk v našem studiu, za vašo predstavitev. Hvala pa tudi poslušalkam in poslušalcem za vašo pozornost. Ja, hvala Radio Robin in upam, da bomo še sodelovali dobro naprej. Radio